S kitkom v svet pravljic. Torek je danes in kot vsak torek ob 5:30 zvečer je tudi danes čas, da se na Radiu Sora s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes boste slišali pripovedko Učeni osel. Zapisana je v knjigi Lojza Zupanca Kamniti most, povedala pa nam jo bo knjižničarka Bernarda Potočnik. Veliko užitkov ob poslušanju vam želimo. V Puštaljskem gradu je zdehal zdolgočasen graščak. Imel je takšno hčer, ki se ni nikoli zasmejala, zato je hčerko obljubil tistemu snobaču, ki bi jo spravil v smeh. Zato pa bo hči dobila grad, je graščak obljubil vsakemu, ki je prestopil grajski prag. In mladci, godni za ženitev, so prihajali v Puštaljski grad. Uganjali so norčije, a grajske kislice ni znal nihče razvedriti, da bi se zasmejala. V bližnjih Bodovljah je tisti čas služil pri bogatem kmetu mlad pastir, ki je ob sori pasel ovce, krave in osla. Ta pastir je bil šalivec, kakršnega ni bilo ob Poljanščici ne prej, ne poslej. Z oslom sta uganjala že takšne vragolije, da se je ljudem kar kolcalo od smeha. Ko je pastir zvedel, kaj obljublja puštaljski graščak, je gospodarju odpovedal pastirjevanje. Za 3-letno zvesto službovanje pa si je izgovoril osla. Gospodar mu ga je dal, vendar mu je dejal: "Le vzemi osla in pojdi v Puštaljski grad srečo iskat. A povem ti, da si osel tudi ti, ker ti je zadišala grajska hči. Pa z Bogom, gospodar," je pozdravil pastir, in zahvaljeni za osla. Osel on, osel jaz. Oba pojdeva v Puštaljski grad srečo iskat. Ko pa bom graščak, me pridite obiskat, da vam razkažem grad. In zajezdil je osla ter z njim odpeketal v Puštalj. Srečal je grajsko hčer, ki je stala na grajskem pragu in prodajala dolgčas. "Kam pa jezdiš, osla?" ga je vprašala. "Ker drugega pač nima posla, osel jezdi osla," ji je zapel v odgovor. "Pa si zares osel, ker se za prazen nič smejiš in režiš, da imaš usta do ušes in še malo čez," ga je zavrnila grajska kislica. "Kaj bi se ne smejal, ko pa imam tako učenega osla, da zna brati," se je režal pastir. "Pa pokaži, če je res," je bila radovedna grajska hči. "Če le nisi malo čez les," je podvomil graščak, ki je tisti trenutek prihlačal na grajski prag. "Dajta mi koš sena, pa bosta videla, kaj moj osel zna," se je bahal pastir. In radovedna grajska hči je sama pohitela v senik ter prinesla polno prtni koš sena. Pastir je iztresel sladko seno v 2 kopici, med njiju pa položil odprto knjigo. Osel je osel, gledal je prvi kup sena, gledal je drugega, ovohaval zdaj enega, zdaj drugega, a ker ni vedel, katerega naj poje, je zarigal. "I-a, i-a, 2 črki že pozna," se je zasmejal pastir. Za njim pa je prhnila v smeh še grajska hči, ki jo je pastirjeva prebrisanost razveselila. "Zdaj mi pa le dajte hčer za ženo," je pastir opomnil graščaka, ki se je smejal in krohotal. Kaj je hotel graščak? Dal mu je hčerko in grad.